Pozdravljeni vsi! Danes si bomo ogledali življenje Biddy Mason, Afroameričanke, ki se je rodila v suženjstvu in kasneje postala ena najbogatejših žensk v Kaliforniji. Njeno izjemno življenje zajema tako ukinitev suženjstva, kot tudi širitev Združenih držav Amerike proti Zahodu v 19. stoletju. Pridružite se mi, ko bomo raziskovali njeno zgodbo. Verjame se, da se je Biddy Mason rodila 15. avgusta leta 18 v okrožju Hancock v Georgiji, čeprav teh podrobnosti ne moremo z gotovostjo potrditi. Ob rojstvu je bila poimenovana Bridget, vendar je v mladosti postala znana kot Biddy in to ime je obdržala do konca svojega življenja. Biddy se je rodila v suženjstvu, saj je bila Georgia na globokem jugu Amerike še vedno sužnjelastniška država in je to ostala skoraj 50 let. Še huje pa je bilo, da so Biddy v mladosti ločili od staršev in jo prodali lastniku plantaže v Georgiji, Robertu Smithsonu. Čeprav je bila njena mladost in pravzaprav velik del njenih zgodnjih odraslih let naporna in preživeta v suženjstvu, se je v tem času naučila številnih veščin, ki so ji kasneje omogočile uspeh. Na primer, na plantaži Roberta Smithsona, ki jo je kupil od njenega prvotnega lastnika v 20. letih 19. stoletja, se je veliko naučila o živinoreji in kmetijstvu. Prav tako so jo drugi služabniki tam naučili o ljudski medicini, ki je bila prinesena iz Afrike v Združene države in se je prenašala iz generacije v generacijo. V teh letih se je naučila tudi babiških veščin. Leta 1836 je bila Biddy bodisi podarjena kot poročno darilo ali prodana Robertu in Rebecci Smith, mlademu paru, ki je imel plantažo na zahodu v zvezni državi Mississippi. Naslednjih 10 let svojega življenja je preživela tam, v tem času pa je rodila 3 otroke, vse hčere. Ellen se je rodila leta 1838 in leta 1844, Harriet pa leta 1847. Domneva se, da je bil njen zasužnjevalec Robert Smith oče teh otrok, vendar ni dokončnih dokazov, ki bi to potrdili. Leta 1847 so v Mississippi prispeli nekateri mormonski misionarji, da bi začeli pridobivati domačine za novo cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki je pogosto neformalno znana kot LDS cerkev ali mormonska cerkev. To je ustanovil Joseph Smith na zahodu zvezne države New York v 20. letih 19. stoletja, potem ko je trdil, da je doživel vrsto božanskih razodetij in cerkev je v naslednjih letih precej zrasla. Ko so to počeli, so se začeli seliti proti zahodu, da bi na obrobju Združenih držav našli ameriški Sion. Do 40. let 19. stoletja so imeli postojanke v delih Illinoisa, Ohija in Missourija, vendar je rast moči cerkve v teh regijah povzročila tudi nasprotovanje in leta 1844 je bil Smith ubit v izgredu v Illinoisu. Kljub temu so njegovi privrženci ostali zvesti cilju in mormonske skupine so v naslednjih letih še naprej potovale proti jugu in zahodu v iskanju novih spreobrnjencev. In prav ena takšna skupina mormonov je leta 1847 prispela na Smithovo plantažo v Mississippiju. Kmalu po prihodu mormonske misije v Mississippi se je Robert Smith spreobrnil v cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Nato pa se je odločil preseliti v Utah, saj so tja odšli tudi voditelji mormonske cerkve, da bi tam ustanovili novo skupnost na obrobju. S seboj je vzel svojo družino in sužnje, vključno z Biddy in njenimi 3 hčerkami. Tam je Brigham Young, naslednik Josepha Smitha na čelu cerkve, popeljal svoje ljudi v dolino Salt Lake in začeli so ustanavljati naselbino, ki bo postala središče mormonstva – Salt Lake City. Sja so se leta 1847 odpravili Smithovi in širši konvoj, katerega del so bili, prečkali Colorado leta 1848 in prispeli v Utah. Na poti so bile Biddyne medicinske spretnosti zelo koristne in bila je nepogrešljiv član konvoja. Ko so končno prispeli v Utah, so Smith in njegova skupina naselili v mestu Cottonwood, nedaleč od Salt Lake Cityja. Cerkev svetih iz poslednjih dni ni bila abolicionistična verska skupnost. Dejansko je imel Brigham Young očitno odpor do Afroameričanov, suženjstvo pa je bilo dovoljeno v Salt Lake Cityju in okoliških naseljih. Vendar je leta 1851 Brigham Young sprejel odločitev, ki je na prvi pogled odprla možnost, da bi Biddy pridobila svojo svobodo.
Leta 1848 so Združene države Amerike v mirovnem dogovoru po mehiško-ameriški vojni pridobile ogromno ozemlje, ki se je raztezalo od Teksasa do Tihega oceana. To je vključevalo območje, ki so ga Mehičani poznali kot Alta Kalifornija, a je hitro postalo ameriška zvezna država Kalifornija. Prav tako so leta 1848 v Kaliforniji odkrili obsežne zlate žile in ko se je novica o tem razširila, se je začel množični val 10 tisočev iskalcev zlata in drugih pustolovcev, ki so se podali proti zahodu v Kalifornijo. Zlata mrzlica leta 1849 in v naslednjih letih je povzročila izjemno hiter razvoj države. Brigham Young pa si je zelo želel, da bi Cerkev svetih iz poslednjih dni imela svojo prisotnost v kalifornijski regiji. Zato je leta 1851 poslal misijo proti jugozahodu v San Bernardino v Kaliforniji. Tistim, ki so šli na potovanje, je naročil, da je bila Kalifornija, ko je bila leta 1850 sprejeta v zvezo kot 31. zvezna država, sprejeta kot svobodna država. Zato sužnjev v tej državi ni bilo mogoče imeti v lasti. In vsak, ki bi svoje sužnje pripeljal iz Utaha v Kalifornijo, bi jim s tem dejansko podelil svobodo. Tako se je zdelo, da bo Bidi, ko se je Robert Smith odločil pridružiti misiji v Kaliforniji s svojo družino in sužnji, kmalu dobila svobodo, vendar je imel Smith drugačne načrte. Robert Smith svojih sužnjev ob prihodu v Kalifornijo ni osvobodil. Mnogi zasuženi posamezniki, kot je Bidi, pa sploh niso vedeli, da so ob vstopu v državo upravičeni do svobode. Poleg tega so bili kalifornijski organi v zgodnjih 50 letih 19. stoletja nasplošno zadržani pri pregonu lastnikov sužnjev, ki so v državo vstopili sužnji in jih niso osvobodili. Zaradi tega sta Bidi in njene hčere ostali zasuženi še več let po prihodu v Kalifornijo. Leta 1855 je ena od Bidinih hčera, Ellen, začela hoditi s svobodnim temnopoltim moškim po imenu Charles Owens. Prav od Owensa je Bidi izvedela, da je kalifornijska zakonodaja prepovedala suženjstvo in da ima pravico pravno izpodbijati svoj in hčerin status suženj Roberta Smitha. Owens je nato pomagal vložiti zahtevo s tem namenom na okrožnem sodišču v Los Angelesu. Bidi ni smela govoriti v svojem imenu, vendar ker se njen zasužnjevalec Robert Smith ni pojavil, je bila sprejeta odločitev, da se Bidi in njenim 3 hčeram podeli svoboda v skladu s kalifornijsko zakonodajo. Tako je bila zadeva preložena januarja leta 1856, ko je bila Bidi stara približno 38 let. Na tej točki se je Bidi odločila, da si za priimek izbere Mason. To je bilo srednje ime mormona Amos Lymana. Mormona iz San Bernardina, za katerega je Bidi nekaj časa delala in ga je očitno spoštovala. Ko so leta 1856 Bidi in njene hčere dobile svobodo, so odšle živeti k družini Owens, ki je pomagala pri pritožbi na sodišču. Njena hči Ellen pa se je kmalu poročila s Charlesom Owensom. Bidi si je zagotovila delo kot medicinska sestra in dobro izkoristila medicinske veščine, ki jih je pridobila v mladosti v Georgiji. Kmalu je v tem poklicu uspevala, saj je Kalifornijo konec 50. in v začetku 60. let 19. stoletja prizadela epidemija črnih koz, njene babiške spretnosti pa so bile ves čas zelo iskane. Masonova je v tem času živela skromno in varčevala svoj denar. Do leta 1866 je prihranila dovolj denarja, da si je lahko kupila lastno hišo na ulici Spring v Los Angelesu za $250. To je bila nizka cena, saj je bila ulica Spring takrat na obrobju Los Angelesa, vendar je s hitrim širjenjem mesta postala bolj osrednja lokacija. Z nakupom je Bidi postala ena prvih temnopoltih žensk, ki so imele v lasti nepremičnino v Kaliforniji. Kmalu pa je imela v lasti še več. Enaka varčnost, kot jo je kazala v svojih prvih letih svobode, se je nadaljevala tudi v 70. letih 19. stoletja. In Bidi je začela uporabljati prihranjeni denar za nakup poceni nepremičnin na obrobju mesta, ki jih je nato čez nekaj let prodala z lepim dobičkom. Ker so vrednosti nepremičnin okoli Los Angelesa še naprej naraščale, je do začetka 80. let 19. stoletja nakopičila precejšnje bogastvo in ga uporabila za začetek gradnje poslovnih stavb v mestu, ki jih je nato oddajala kot pisarniške prostore. Zaradi tega ostrega poslovnega čuta in njenega uspeha v kalifornijski nepremičninski industriji je do poznih 80. let 19. stoletja Bidi Mason
Ženska, ki se je rodila kot sužnja v Georgiji pred 70 leti, je nakopičila premoženje, ocenjeno na približno $300,000, kar je danes približno $10 milijonov. BDG-ne dejavnosti so segale onkraj njenih poslovnih interesov. Leta 1872 sta skupaj z njenim zetom, Charlesom Owensom, soustanovila losangeleško podružnico prve afriške metodistične episkopalne cerkve, prve afroameriške cerkve v Los Angelesu. Sestanki, na katerih so načrtovali in organizirali ustanovitev cerkve, so potekali v masonovem domu na Spring Street. Zemljišče, na katerem je bila cerkev zgrajena, je prav tako podarila sama. Mason je danes tudi splošno znana po svoji filantropiji in dobrodelnih dejavnostih. Na primer, pripisujejo ji pomembno vlogo pri ustanovitvi prve osnovne šole v mestu za afroameriške otroke. Ko je njeno zasebno premoženje to omogočilo, je tudi precej darovala lokalnim dobrodelnim organizacijam in različnim pobudam. Nekatere od teh dejavnosti so precej izstopajoče. Masonova je na primer pogosto obiskovala zapornike v svoji regiji, da bi ugotovila, kako jim lahko zagotovi pravno pomoč. V 80. letih 19. stoletja, ko so hude poplave prizadele Los Angeles in je na tisoče ljudi ostalo brez vsega, je Masonova odprla račune na svoje ime v več trgovinah z živili in prek teh računov več tednov plačevala nakupe žrtvam poplav. Nazadnje je v svojih poznejših letih svoj dom dejansko spremenila v nekakšno sirotišnico in dom za oskrbo revnih. Ljudje so vsak dan prihajali sem po pomoč zaradi svoje revščine. In ko Bidi zaradi slabšega zdravja ni bila več sposobna srečevati ljudi pri vratih zunaj, jih je njen vnuk pripeljal v hišo, da so se srečali z njo. Ni presenetljivo, da je bila Bidi zaradi vsega tega v afroameriški skupnosti v Los Angelesu znana kot babica Mason. Mason je umrla 15. januarja 1891. leta pri 73 letih starosti v Los Angelesu. Čeprav je postala cenjena osebnost v svoji skupnosti, tako zaradi svoje dobrodelnosti kot tudi verske dejavnosti, je bila vseeno pokopana v neoznačenem grobu na pokopališču Evergreen, ki se nahaja v četrti Boyle Heights v mestu. Šele skoraj 100 let kasneje je bil njen prispevek v zgodovini zgodne Kalifornije priznan, ko je bila leta 1988 nad njenim grobom postavljena velika nagrobna plošča. Leto kasneje je Kalifornijski afroameriški muzej pripravil razstavo v počastitev njenega življenja in 16. november 1989 razglasil za dan Bidi Mason. Danes je v njeno čast v Los Angelesu poimenovan spominski park Bidi Mason. Tako je stoletja po njenem času izjemna zgodba Masonove postala bolj znana širši javnosti. Hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o Bidi Mason. Upam, da se vam je zdel zanimiv. Sporočite mi v komentarjih, kaj si mislite o njenem življenju in če imate kakšne predloge, jih prav tako napišite v komentarje. Upam, da ste naročeni na moj kanal in imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vsa moja videa takoj, ko jih naložim. Če želite preveriti katerega od izdelkov v moji Amazon trgovini, naj bo to moj mikrofon, kamera, osnovni zgodovinski predmeti ali knjige, si jih oglejte na povezavah v opisu. To je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednji epizodi Forgotten Lives. Hvala!